Katero je najtežje vprašanje, ki ste ga kadarkoli dobili v življenju? Morda se lahko vprašate, katero je izmed vseh 200 plus coaching vprašanj bilo tisto, ki je bilo najtežje. Tisto, na katerega morda niste znali tako odgovoriti. Je tisto, ki vas je tako dotaknilo, da ste potem se vprašali, a res, kaj naj zdaj naredim? Katera je prava pot? Ali slišim to, kar me Aleksandar sprašuje? Za tiste, ki me ne poznate, moje ime je Aleksandar in s temi coaching vprašanji pomagam coachem, ki so coachi in so pri nas dobili ustrezen certifikat oziroma znanja, s katerimi lahko pomagajo drugim, lahko pomagajo svojim domačim, lahko pomagajo sodelavcem in sedaj dobivajo eno velikansko zbirko različnih coaching vprašanj, ki služijo enemu pomembnemu namenu in to je, da se razširi zemljevid sveta, da se razširi razmišljanje, da bodo ljudje, ki dobijo to vprašanje, zrasli, postali boljši, drugače razmišljali. Mi vemo nekaj, da če nekomu daste odgovor, bo ta oseba seveda naredila nek napredek. Če nekomu daste nasvet, bo ta oseba s tem nasvetom se premaknila lahko naprej. Če mu pa postavite vprašanje in ga naučite, da bo si ta vprašanja sam postavljal ali pa sama postavljala, boste osvobodili osebo odvisnosti od vas. In sedaj se vrnemo k današnjemu coaching vprašanju. Kaj je najtežje vprašanje, ki ste ga kadarkoli dobili? Kaj je najtežje coaching vprašanje, ki ste ga kadarkoli dobili? Je to mogoče vprašanje povezano s preteklostjo, s prihodnostjo, sedanjostjo? Je to vprašanje povezano s tem, da se včasih izogibate odgovornosti, da igrate vlogo žrtve? Je to vprašanje povezano s tem, da si načrtno zatiskate oči ali pa da načrtno ali pa ne načrtno, nezavedno spite in odlašate z neko pomembno odločitvijo? Kaj je tisto vprašanje, ki se vas je morda najbolj dotaknilo in je z tega vidika bilo najtežje za vas? Katero vprašanje je tisto, ki je v tem trenutku težko vprašanje, vendar veste, da bi bilo ključno, da bi si ga večkrat postavili? Vi veste, da dobra vprašanja pomenijo dobre odgovore. Slaba vprašanja pomenijo slabe odgovore. Če vi uporabljate vožnjo in volan pri vožnji avtomobila z namenom, da greste v pravo smer in da zavijete v pravem križišču, boste na koncu seveda prišli na cilj, ki si ga želite in seveda, ki je vaša končna destinacija. Če postavite prava vprašanja v pravem trenutku, vas bo, da se ta vprašanja pripeljala do odgovora, ki ga želite. Težava je ta, da se nekateri ljudje izogibajo vprašanjem. Se izogibajo resnici. Se izogibajo, da bi pogledali v tisti košček ali pa tisti delček svojega notranjega sveta, kjer že imajo zapisan odgovor, kjer že vejo, kaj je resnica, kjer že vejo, kaj je treba narediti. Zato vas ponovno sprašujem, katero je tisto najtežje vprašanje? Katero je tisto vprašanje, ki bi bilo fajn, da si ga večkrat ponovite? Ko boste dobili odgovor na to, vas vabim, da si to vprašanje večkrat postavite. Da si to vprašanje napišete, da imate pred sabo in z njim spremenite svoje življenje. Hvala, ker ste, hvala, ker me spremljate, hvala, ker delite, všečkate, komentirate. Ko me čakam, da se vidimo na naslednjem coaching vprašanju. Do takrat pa vas vabim
da ostanete pozitivni, da ostanete fokusirani, da ostanete odločni, kajti vsakeč znova boste morda dobili vprašanje, ki ne bo tako lahko in vam bo pomagalo, da boste razširili svoj zemljevid sveta in na potovanju, ki se imenuje življenje, še bolj srečno, nasmejano, navdahnjeno živeli. Hvala lepa, delite, komentirajte, všečkajte, vidimo se na naslednjem coaching vprašanju.